mislim, da kaj takega, odkar polnimo na železnicah, se to ne dogaja. Se pravi, stvari grejo čez mejo neke zdravorazumskosti. Da nekdo pride, prereže določeno signalno varnostno napravo in s tem resno ogroža življenje potnikov in zaposlenih. Stvari so prerasle nekaj, kar se je dogajalo mogoče v preteklih letih. Zdaj gre dejansko za to, da se neke stvari dejansko namerno naredijo za to, da bi vlak iztiril. Vandalizem narašča, pa ne samo vandalizem, to praktično gre zdaj že za resno ogrožanje varnosti prometa. V zadnjem času smo imeli 3 takšne dogodke, ki bi lahko resno ogrozili varnost naših potnikov. Bled 29.9. namerno poškodovanje v bistvu železniških naprav, Kretnice, ker bi lahko prišlo do iztirjenja, če ne bi naši zaposleni pravočasno videli te sabotaže. Potem nastavitev te skale na progo na Rakovniku 7. oktobra, ki je dejansko tudi za las manjkalo, da bi vlak s potniki lahko šel tudi v Ljubljanico, manjkalo je par 10 metrov. In pa včerajšnji, ki pa je dejansko prišlo do iztirjenja vlaka. Železniški promet načeloma velja za enega najbolj varnih, zato smo zgroženi glede tega, kar se dogaja. Da bi nekdo v bistvu šel poškodovati tirnice na tak način, da lahko vlak iztiri in da se ljudem kaj zgodi, je za nas nepojemljivo in skrajno zavržno dejanje. Na progah najdemo danes vse. Najdemo klopi, najdemo smetnjake, najdemo prometne znake. Smo v situaciji, ko na postajah umikamo klopi, namenjene za potnike, ki jih potrebujejo, zato da se ne znajdejo na železniških tirih. Jaz še enkrat pozivam res vse, ki delajo take neumnosti, naj se zavedajo, kakšne so možne posledice. In posledice v takih primerih, ko vlak iztiri, so lahko res zelo krute. In to niso igračke, to ni najstniška, ne vem, objestnost, ampak gre za izjemno resne, zadeve, ki imajo lahko kritične posledice. Dejansko ne vemo, kaj je še rešitev v takem primeru, ampak vandalizem nima več nobene meje. In to moramo mi vsi skupaj kot družba dejansko res ne samo obsoditi, ampak imeti ničelno toleranco oziroma tudi probati, da se take osebe čim prej najde in da jih se ustrezno sankcionira.